Fantasy. Radio Fantasy. Puff Daddy, Sean Combs, P. Diddy, vse je že bil tale gospodič, Puff, Puff, ja. Minuta je čez 8:30 in zdaj gremo midva k nogometu in nisva več sama v studiu, z nama je Aleksander Šeliga, pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, Aleksander, nogomet, ampak dajmo se pogovoriti, ali te kličemo Aleksander, ali te kličemo Sandi, ker slišim, da imaš tudi ta vzdevek, ali pa to, kar so ti dali fuzbalerji, tvoji prijatelji Šele. Vse bo v redu, karkoli, na kakršen koli način me boste poklicali, bo v redu, s tem, da žena pravi Aleksander, starši Aleksander, Šele, soigravci, trenerji, bivši soigravci, trenerji, Sandi? Prijatelji, Šele. Kdo ti je rekel Sandi? Sandi mi je rekel v bistvu trener, prvi, Marjan Pušnik, članski trener, nekaj časa že nazaj. No. Mislim, da je. Pa potem tudi Niko Mladić pri Olimpiji, ko je ne vem, kje je on zvedel in je potem tudi on, pravzaprav, ja, pa tudi navijači od Olimpije so me pol na koncu še klicali Sandi. Ja, bravo. No, lej, se kar vleče, ne? Zdaj pa drugače midva z Aleksandrom imamo eno skupno točko, ne? Oba sta. Štorovčana. Tako je. Mislim, da koliko imata številke razlike, 2, 6, 4 ali nekaj takega imata vidva. Kar se blokovskih številk tiče. Ja, za 2, mislim, ga jaz šišam. Sam vedno smo bili v tistem okrožju najjači CKO4. Aha. No. Aha. Ne, veš, kaj mislim. Ja, ne, to je zato, ker tudi z Alenom sta bila v bistvu soseda, ne? Tudi našim Alen pride, zdaj Alen pride ob 10. Ampak, Aleksander, ti si danes tukaj z namenom, da malo dejansko preporinemo dvojni pokalni derbi, ki nas čaka v soboto v Celju. Tako je, ja. Ja, le, o 15. začnemo najprej v bistvu z ženskami, ne? O 15. se odpre v bistvu navijaška cona, tam bomo tudi mi, kjer bomo pač malo musko nabijali. Ženske bodo pa potem najprej nabijale žogo, zvečer 16:30 pa še moški, ne? 20:30. Ja, ob 3 mi žal se ne bo mogel udeležiti, ko bo punce igrale za pokalno lovoriko, zato ker imam svoje obveznosti. Mi imamo še zadnjo tekmo selekcije U19 pa U17, igramo na Skalni kleti z Krko iz Novega mesta. Takoj po moji tekmi se zapeljem domov, vzamem družino in gremo gledati derbi pokalni. No, da povemo, kdo igra, ne? Pri dekletih ob 16:30 je to derbi med Olimpijo in v bistvu ženek Muranu, ne? ja, zvečer ob 20:30 pa derbi. Ja, rega, kvak, ne? Olimpija torej in Tako, pa Toti Maribor. Celje zraven ni, žal. Ja, nažalost, ja, letos ni pač. Ej, zakaj nažalost? Se pa vse skupaj dogaja v Celju. Ja, a veš, vse. tako da... Kako bi bilo dobro še, da bi bilo Celje v finalu, pa da če bi se dogajalo v Celju, To bi bila kot je pa bilo že nekoč. češnica na smetani. Zdaj imam statistiko, da Celje je 10-krat igralo v pokalu, 9-krat zgubilo, samo enkrat zmagalo in takrat si igral ti. Točno to. Ha? Ja. Bravo. Ja. Bravo. Se pravi, koliko si jih branil? Koliko finalov pokala? Ne, koliko si žoko branil, A ja, na tej tu, ko tekmi. ste zmagali? 1:0 je bil rezultat. Nekaj je bilo treba braniti, ne? Golman vedno nekaj more braniti, če hoče, da je ekipa uspešna. Tako da, koliko se spomnim, nekaj je bilo. Smo zmagali na 0, takrat Gorico, ki je bila z naskokom, mislim, da takrat najboljša ekipa v državi, ampak s pomočjo celjske publike tudi bravo. nam je uspelo to kantico prenesiti, v bistvu, ali pa jo zadržati na areni. Takrat malo drugače se imenovala, ko pa se imenuje danes. Tak, Dober. to je to. V glavnem, ja, evo, pokal nas čaka v soboto, torej cel dan bomo nogometni, z nama je Aleksander Šeliga, takoj po Tom Zenaj, pa še rečemo kakšno. Aleksander Šeliga je z nami 20 minut do 9 ura. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Se v redu počutiš, vse kul? Odlično, sproščeno. Kavice. Dobra družba, kavica, voda, vse ima. Vse štima. Evo, dvojni pokalni derbi imamo, veliki finale pokala Pivovarna Union nas čaka zdaj tukaj v Celju, 16:30 v soboto, najprej dekleta, potem pa 20:30 moška tekma. Zdaj, prej smo omenili, da samo enkrat je Celje zmagalo v tem finalu, ti si igral in v bistvu gre za polnoletnost. Zdaj le čez slabe 14 dni bo 18 let. Točno tako, ja, Koliko ste že 2005. stari? Šuši, pa dej ti nekaj. A more malo. Mogoče to za tebe mislim. Ja, skozi me neki s cipresami primerja.
Tako da, ja, hitro je minalo, 18 let je že od tega, ampak spomini moji, pa tudi verjetno od ostalih fantov, ki smo igrali to finale, pa ki smo ga osvojili. So pa spomini lepi, živi, tako da lepo. Zdaj, Aleksander, ti si bil tudi v slovenski reprezentanci v Južni Afriki, ko se je igralo in bil si poleg bratov Handanović, si bil vratar. Tako. Zraven tretji, ali mislim tretji. Trije ste bili, no, v glavnem. Tako, bili smo trije, ona dva sta bratranca. Samir pa Jasmin sta bratranca. Samir je dosti starejši od, Jasmin je starejši od Samirja, 6-7 letniki takega. Odlična fanta, fenomenalno smo se imeli, zadnji sem gostoval v eni oddaji, sem se pač spomnil tudi na te stvari, jih spomine obudil, tako da lepo, lepa izkušnja, super. Pa 7 let si bil pri Olimpiji, to zdaj napeljujem na to, ker je finale med Olimpijo pa Mariborom. Točno to, od leta 2011, ko se mi je rodila hčerka, pa do 2018, mislim, da od 2018. Takrat si ti obesil na klin, ne? Prosim? Na klin si obesil takrat vratarsko... Skoraj, da. Za pol leta sem se še v bistvu preselil v Ptujsko Dravo. Prijatelj, moj soigralec, je bil trener, Simon Sešljar, ki je tudi igral to finale, bil je naš kapetan. On je bil trener, me povabil, če bi prišel pač pomagati, da bi s to Dravo nekaj naredil. Čist malo nam je zmanjkalo, da bi se uvrstili v prvo ligo. Tako da. Ok, lep poskusi so bili. Tako. Zdaj pa vprašanje na finalu, ker vem, da prideš gledati, na kateri tribuni boš sedel. Ja, a veš, ali boš na mariborski, ljubljanski ali boš na neutralni. Ja, če bo kdo zrihtal VIP karte, bom na VIP. Če pa ne, pa mislim, da veta oba dva, ki bom. Rega, kvak. Se dol pod VIP tribune tudi neutralna, sam to, da veš. Aha, ok, v redu. No, bom šel pa tja. Ja, no, ampak zdaj ti si rekel, da te na ženskem nogometu ne bo zaradi službenih obveznosti. Tako. Ampak naj sam povem, da punce, ki špilajo ob 16:30, v bistvu njihova tekma je tudi brezplačna. Tako da prosim vas, pejte si pogledati njihovo tekmo, ker zdaj se bomo grdi izrazili, ampak daddy ne špilajo pol toliko agresivno, kot špilajo babnice. Ja, se strinjam. Se strinjaš? Ženski nogomet je v vzponu. Ja, verjamem, da je. Ne vem, če ne bi imel obveznosti, jaz bi sigurno bil. A si ogledal, da je kako žensko tekmo? Ne, to pa ne. Mora biti pošten, ne. Pogledal sem mogoče kak trening, tam, ko smo imeli izobraževanje na Brdu pri Kranju v sklopu tega trenerskega izobraževanja. Pa bo kar držal to, kar je rekla Maruša, da so punce znajo biti oštre. Znajo biti oštre, ni to nek, veš, Rolando, Ronaldo, ko se rola po dveh vednih. A veš, vedno pa, gledam. Jaz sem gledal zadnji ta finale, ko je bil tudi tukaj v Celju in so res punce zelo dobre. Ekstra so punce, no, ampak recimo za moško tekmo pa so karte tudi že na voljo. Cena je 15 €, pa tako smo povedali, lahko boste dejansko zbirali tribune, na kateri boste zdaj, ali boste za Maribor navijali, ali boste navijali za Celje, oziroma Olimpijo, ne? Ali pa si pridete sam pogledati dober fuzbal. Ja. Zaželjen je seveda tudi družine in še ena stvar je, pivovarna Union bo postregla z brezalkoholnim napitkom. Vsak bo dobil. Dober, tisko bo kupil karto, absolutno, ampak definitivno pa vso dogajanje, ki bo pred stadionom z Dežele, se pravi od 3. ure dalje, pa boste imeli tudi kaj za pojesti, tudi kaj za spiti, nagradne igre bo pa še žurko bomo naredili. Ja, cool, ne, torej vabilo velja. Aleksander, se vidimo tam, zdaj mogoče samo eno čist kontra vprašanje, ker si trener vratarjev do 19, pa tudi do 15, mislim. Ne, 19 pa 17, to so mladinski golmani pa kadetski golmani. Aha, koliko ti vidiš nekoga, da bo dober golman, oziroma kakve so predispozicije dobrega golmana, če bi se jaz prijavil, recimo. Glede na to, da je širina gola 7,32 metra, višina pa 2,44. Ja, jaz bi rekel, da bilo boljše, da bi probal nekaj drugega. Mogoče da bi da lahko skupaj za enega. Jaz pravim, da je golman, mlad golman, ki bi rad bil golman, je fest pomembno, da je višina prava, pa da se pravilno zdaj izrazim, pozitivnem smislu, more biti malo zmešan.
ampak Rad se mora metati. Tako. Pa z glavo mora iti na kopačko tudi včasih. Madonna. To se mogoče malo težko čuje, ampak je to tako. Ko smo že glih pri kopačkah, najhujša poškodba, ki si jo kdaj dobil pri nogometu? Mislim, noč imaš še ta prvi? Hvala Bogu. Ravno to, ne. Spomnim se, da smo igrali za Bežigradom. Šel sem, tako sem rekel, z glavo na kopačko dobesedno in namesto napadalec, namesto da bi me preskočil, je bil toliko fokusiran na žogo, da me je v bistvu po skopački po glavi in mislim, da sem 6-7 šivov. Tako da ni bilo prijetno. Ne, zdaj se ne pozna več. Vidi se, nič ne, tako da. Ja, je to nevarna igra, vsekakor, ne. No, hitro lahko prije, ampak... V glavnem višina, da gremo na začetek. Pa Centimetri so vse posod pomembni, lej tak je. Ostala sta brez besed. V glavnem, rekli smo 6. maj, to je sobota, dvojni pokalni derbi, super, pridite si pogledat punce, brezplačna tekma, finale zvečer, fanti 20-30, pa plačljiva, minimalen znesek je za dober nogomet, ki ga bomo imeli spet po dolgem času v Celju. Tako. Sigurno. Se vidimo tam, ne? Tako, treba je tudi povedati, da igrata dva najtrofejnejša kluba v Sloveniji, igrata to finale. Olimpija v bistvu je že svoj cilj dosegla, oni so že postali državni prvaki, medtem ko Maribor išče to drugo mesto, bojo v bistvu ne bo neke kalkulacije na tej tekmi, tako da zna biti dobro finale. Na nož, torej. Ja, super, to, kar imamo radi, pa veliko golov. Tako. Aleksander, hvala ti in se vidimo na tekmi. Hvala za povabilo. Čau. Radio Fantasy.